Kdo v resnici odloča o usodi literature in kaj se dogaja za domnevno tesno zaprtimi vrati žirij, ki odločajo o literarnih nagradah? Kakšni so posamezniki, ki jih tvorijo in s kakšnimi pritiski se soočajo? Satirični roman Za nagrado avtorice Semire Osmanagić nas popelje v zakulisje literarne scene. V svet tihega merjenja moči, nevroz, smislov in nesmislov, kjer se vrednostni kriteriji srečujejo s človeškimi in avtorskimi egi. Ponuja duhovit, zbadljiv pogled na delovanje mehanizmov moči in posameznika. Odlikuje pa ga odličen slog, nadgrajen z avtorskimi fotografijami Tadeja Vaukmana. Več v nadaljevanju. S Semiro Osmanagić se bom pogovarjala Tina Kozin. Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Literarna matineja. Gospa Semira Osmanagić, lepo pozdravljeni. Dober dan, lepo pozdravljena. Lep pozdrav vam in poslušalcem in hvala za tako lepo povabilo. Ja, mi je v veselje, knjiga me je zelo prepričala, zabavala, bova več o njej v nadaljevanju. Nekaj sem že povedala v napovedi, čisto na kratko o njeni tematski ravni. Zdaj pa bi začeli morda s tem vprašanjem, kako to, da ste v tem delu vstopili v jedro delovanja kulturnega sistema, ali enega izmed jeder, gre v bistvu za delovanje, nekateri temu pravijo, literarnih elit oziroma mehanizmov moči, čeprav to seveda ni edini vidik te knjige, je večplastna, ampak mogoče je to tisti najbolj očitni, na prvi pogled očitni vidik te knjige. Kaj vas je spodbudilo? Hvala za vprašanje. Prva zasluga oziroma spodbuda je bilo pač seveda knjigo Thomasa Bernharda, Moje nagrade. To je knjiga, ki sem jo sicer že dolgo nazaj prebrala, ampak sem se neizmerno ob njej zabavala, čeprav so mi nekateri rekli, ki so prebrali mojo in njegovo knjigo, da je on bolj kritičen, pa mogoče malo bolj neizprosen v svojih mnenjih. Moja je malo bolj zabavna, zafrkantska, mogoče ta moški pa ženski vidik tudi pride nekako v te obeh knjigah na plano. Od takrat me je že zanimala ta tema, pa vmes pa seveda zasluga gre tudi raznim mnenjem. Jaz pač delujem že dolgo na kulturni sceni in marsikaj slišim na temo nagrad. Nisem sicer nikoli sodelovala v kakšni komisiji za nagrado, ampak marsikaj slišim tudi od članov komisije ali pa od tistih, ki niso dobili nagrade, da ni prav, da so eni dobili, drugi niso, da se dobi na tak način, da se izbira na tak način. To so seveda govorice ali pa mogoče tudi nevoščljivosti ali pa anekdote, ampak to je zelo hvaležna tema. To je tema, ki je srž marsikaterega pogovora, sploh recimo, ko so nagrade aktualne, ali so to nagrade za kulturo ali pa kakšne druge, ampak to je neizmeren vir raznih govoric ali pa mnenj različnih takih in drugačnih. Je pa knjiga v bistvu zelo zanimiva, ne? V slogu bova tudi še kaj posebej rekli. Zdi se, kot da bi lahko zaživela v obliki predstave, zaživi pa dejansko živi tudi, bom rekla tako, v obliki performansov. Knjiga vključuje tudi fotografije Tadeja Vaukmana, ki imajo neko svoje življenje v tem smislu, da ko pozorno bereš knjigo, opaziš, da morda to ni ista komisija ali pa da morda ne gre za tisto presojanje, ki ga mi spremljamo. Skratka, kakšna je vloga teh fotografij najprej, ki odlično nadgradijo knjigo? To je zanimivo opažanje, zaradi tega, ker recimo, ko sem pisala knjigo, seveda nisem vedela, da bodo te fotografije, niti da bodo performance, niti take predstavitve. Tudi na fotografije in fotografa sem se spomnila tik pred izdajo, ker sem pač razmišljala o naslovnici in sem se pač spomnila njega, ker mi je všeč njegov stil, tako da dejansko te fotografije prišlo tako rekoč tik pred izdajo, ko smo že razmišljali o naslovnici. Je pa zanimivo to, ko pravite, da živijo svoje sporedno življenje. Živijo zaradi tega, ker namenoma vsem tem petim, ki ponazarjajo pač 5 bralcev oziroma članov komisije, na mojo željo niso smeli oziroma niso prebrali mojega teksta, ker nisem hotela, da bi igrali oziroma da bi se preveč uživeli to in da bi bilo preveč tako kot je v knjigi. Na nek način je to, kar vidimo na teh fotografijah,
njihov avtorski pristop, ker jaz nisem povedala osnovno temo in pač, da se dogaja to, da zbirajo nagrade, da se malo tam tudi dolgočasijo, da malo dajo svoje osebne probleme. In oni so potem, mi smo to recimo na 1 uro fotografirali, v tej 1 uri se toliko uživeli, da so si dejali svoje videnje, kaj bi lahko člani komisije počeli. Jaz sem se neizmerno zabavala ob tem, ker ni bilo tako seveda, tako kot je v moji knjigi. In ja, lahko rečem, da je to njihov avtorski pristop, ker so marsikaj počeli. Fotografije bilo, ki so sicer bile vse analogne, ne digitalne, okoli 100. Konec sem zelo težko izbrala, ker je bilo zelo zabavno, zabavali smo se in so dali res marsikaj od sebe, kar nisem pričakovala ali pa kar sem tudi pričakovala. In ja, živijo svoje sporedno življenje in to sem tudi hotela, da ne bi bilo preveč v bistvu zelo podobno. Fotografije sicer prebral, ampak je tudi dal nek svoj pogled. Mene recimo zelo na koncu presenetilo, ko sem teh recimo okrog 100 fotografij pogledala, pa večina njih imela nekako stopala v spredju. Ker v moji knjigi teh stopal nikjer ni. Jaz ne vem, ali fotograf ima kak fetiš, nisem ga to nikoli vprašala ali karkoli. Zelo težko sem izbrala kakšne, ki nimajo stopal v spredju, kar me je malo zabavilo. Torej, tudi on dal svoj seveda avtorski pristop, on je tak zelo znan in zelo dober avtor. Vse je zaživelo in to sem želela na svoj način in fotografije in ti, ki so tam bili, ki so se zabavali ob fotografiranju in so dali svoj pogled na to vsebino. Se je takrat razvila ideja, da lahko knjiga zaživi tudi v obliki performansa, kajti sama zgradba, kot sem omenila, je že sama na sebi precej primerna za to, gre za zgoščenost nekega časa, ne? Potem več glasje, različni momenti so, ki omogočajo, da knjiga zaživi tudi v drugačni obliki, no? Ne, takrat, ko sem pisala, nisem mislila ne na performance, ne na uprizoritev, ne na karkoli. Pisala sem tako, kot jaz razmišljam. Dejansko je to pač moj odraz oziroma moj način razmišljanja in uživela sem se v te like. Performance ali te predstavitve so prišle na plano šele kasneje, mogoče kakšen mesec, 2 potem, ker sem začela razmišljati, da bo treba pač predstaviti. In jaz sem že prvo in drugo knjigo tudi imela na nek način take predstavitve, ki so brali in mačkano uprezarjali. Tokrat sicer to gre najbolj, recimo vsako knjigo gre še malo naprej. Moram priznati, pa da je to tudi zaradi tega, mogoče komu to ne bo lepo zvenelo, ampak recimo jaz ne maram pogovorov o knjigah. Na nek način zaradi tega, ker če knjigo, recimo kot poslušalko, če knjige nisem prebrala, ne vem točno, zakaj gre. Če sem jo prebrala, pa malo me moti, da se potem na nek način kvar moj pogled na to knjigo oziroma me zapelje v neko drugo smer, ki je mogoče bolj zanimiva, ampak lahko pa tudi, da je to nekaj čist drugega, kot sem jaz razmišljala. Tako da sami pogovor, kljub temu jaz grem na pogovore, ker vsem se nekaj naučiš oziroma vidiš in dopuščam druge možnosti, druge poglede na knjigo, ampak niso mi toliko zanimivi. Zato jaz vedno poskušam pač dati nekaj drugega, da pustim tukaj pri mojih teh performativnih branjih, dejansko si lahko vsak po svoje malo misli, seveda vidi tudi igralce oziroma pač te izvajalce, ampak ni toliko, ne govorimo toliko o teoriji, o zadjih, tako kot zdaj govorimo recimo, ampak vsak nekako ima več možnosti, da potem da svoj pogled, da njegov pogled zaživi. Pa nastopajo na teh branjih, v prizoritvah, ne vem, kako bi jih imenovala, morda tudi igralci iz fotografij? Ja, Marko Mandić, Marka že dolgo poznam in že pri prvi knjigi je recimo bil pri enem branju. Lea Juršič, ki je bila tudi, to mislim, da sta 2, ostali so pa na novo, seveda, ker na naslovnicah je bil tudi recimo moj mlajši sin, ki ne mara nastopati, ali pa tudi ena moja prijateljica, ki tudi ne mara nastopati, pa en prijatelj, ki ne mara nastopati. Takrat so pač bili dobri za fotografijo recimo, ampak za nastopati je seveda treba malo vseeno drugače in je treba imeti take osebe, ki si to želijo, ki v tem uživajo. Tako da, ali so to profesionalni igralci, recimo pri prvi performansi je bil tudi Uroš Smolej, recimo. To so taki, Nada Vodušek je seveda sourednica, ampak ona ima tako lep glas, da dejansko tudi pri teh branjih, tudi pri prvem je bila in drugim, sem jaz rekla, da ne rabi, ne vem koliko nastopati, da je dovolj, njen glas je res toliko dovolj izraziti, da je dovolj, če sam bere. Tako da ja, tudi pri vseh teh 5 je meni pomembno, da vsi, ki so tam prisotni, ne izvajajo, ne skačejo, ne uprezarjajo, ampak da eni pač samo berejo, ker drugače bi bilo preveč cirkusa, po domače rečeno. Tako pa se mi zdi, dvojnosti me itak zelo zanimajo, tako da eni samo sedijo pa berejo, eni pa malo skačejo oziroma še kaj naredijo, razen samo berejo. Kako pa kot avtorica doživljate to zvrstno opredelitev knjige? V glavnem se govori o romanu. Sama sem razmišljala, da je knjiga zvrstno
precej neulovljiva, lahko jo razumemo kot roman, lahko bi jo brali tudi kot daljšo, recimo novelo ali pripoved. Pa me zanima, vem, da je pač zvrstna opredelitev je nekaj nujno potrebnega že zaradi katalogizacije v NUK in tako naprej, ampak vendarle, kako sami doživljate zvrstne oznake in konkretno je delo za nagrado po vašem mnenju roman ali kaj drugega? Takrat nisem o tem nikoli razmišljala, dejansko sem zdaj prvič začela razmišljati po vašem vprašanju, oziroma zame je to sicer roman, ampak slišala sem pa tudi, da so rekli novela ali daljša novela, tako da meni je v bistvu vseeno, meni je važno, da ljudje berejo, zdaj kakorkoli bi se temu reklo. Če preberejo, meni to dovolj. Če pogledava zdaj malo osrednje like, tu imamo komisijo, imamo hodeči fikus, nevidnega pomočnika, predstavnika privilegirane rase, se pravi belega moškega v srednjih letih in tako naprej. Ko ste sestavljali to komisijo, kaj ste imeli v mislih? Je recimo šlo bolj za to, da boste predstavili recimo karikaturo neke komisije ali morda neko hiperbolo satirično, ali ste jo zasnovali z neko določeno mero empatije in zanimanjem za psihologijo teh likov, pa morda, če jih še malo predstavite za tiste poslušalce, ki knjige niso brali, no, toliko, da bodo vedeli, o čem govoriva. Jaz moram priznati, da sem jaz kot oseba zelo kaotičen človek in nisem tako urejen človek, nimam nekega reda, tako da, ko sem prišla na to idejo, jaz sem se samo usedla in začela pisati, jaz nisem imela niti točno mnenja, koliko jih bo, kakšni bodo, kaj bodo počeli. Jaz sem samo vedela, da želim pisati o nagradah in da pač nekaj oseb mora, ker zaenkrat pač računalniki ne izbirajo nagrad, zaenkrat pač roboti ne izbirajo ali umetna inteligenca, mogoče to še pride. Mogla sem torej neke osebe. In vse se je sproti porajalo, vse te osebe, recimo, pomenljivo je tudi to, da to sem pa namenoma dala, sta samo 2 ženski, pač Irena pa Eva, zaradi tega, ker se mi zdi, da ne glede to, mi govorimo, da smo enakopravni, da smo emancipirani, ampak na položajih ali pa tam ali prejemniki nagrade ali pa tisti, ki izbirajo. Jaz imam občutek, da je pogosto več moških kot pa žensk. Mogoče celo niti ne namenoma, ampak pač bolj so v ospredju, bolj so aktivni ali pa bolj se ženejo za močjo moški, recimo, ali pa za nekim privilegiranim položajem. Namenoma sem dala recimo 2 ženski pa 3 moški. Namenoma sem tudi dala enega, recimo Jože, ki je starejši moški, ali pa enega mladega Vid. Marko je pač tudi nekje vmes. In potem to, kar ste rekli, empatija, to je meni zelo pomembno v življenju, pa tudi pri pisanju. Jaz sem se zelo živela v tej liki, vsakemu sem dala nekaj svojega, meni se sicer nič od tega ni dogajalo, niti v življenju, niti nisem bila nikoli v komisiji za nagrade, ampak ko sem pisala, čisto vsak od njih je na nek način oziroma jaz sem postala na nek način on in zaradi tega sem to empatijo dala, ker mogoče to zveni egocentrično, ampak nočem biti zlobna do sebe, nisem mogla biti zlobna do svojih likov, ne glede to, da izbirajo nagrado, ne glede to, da je to mogoče problematična tema. In ja, z veliko mero sočutja oziroma empatije sem pisala, ker kljub temu, kar se jim je dogajalo v življenju, kako so izbirali, mogoče na vprašljiv način, so to le ljudje, ki imajo pač svoje dobre in slabe strani in jih nisem mogla obsojati, mogoče, ki so moji liki, ampak tudi druge, recimo konkretne člane komisije, kjerkoli, ne bi mogla obsojati, ne glede to, kako izbirajo ali na kak način, ali je to pozitivno ali negativno. Ali pa. Tako da, ja, empatija oziroma, ja, sočustvovala sem z mojimi liki, ker sem delala tudi videla sama sebe v njih. Se mi zdi, da težko ustvariš psihološko prepričljiv lik brez, da bi se vživel van, ne? Kajti vsi ti člani komisije so zelo celostno predstavljeni, ne gre samo za čas žiriranja, ampak gre za celostne ljudi s svojimi težavami, ki v nekem trenutku celo pridejo bolj v ospredje kot nagrada, ne? Oziroma tipkopis oziroma sam akt presojanja, ne? Ja, do zdaj je za knjigo bilo kar nekaj kritik in čisto vsaki to poudarijo, da je zelo dobro analitično, psihološko razdeljen profil. Ja, mene psihologija oziroma pač psihološka analiza oseb, mene same ali drugi, zelo zanima in na tak način,
knjiga ali pa tema je mogoče celo samo izgovor, da se jaz malo poglabljam v ljudi. Vsakmu sem, kot sem rekla, poskušala dati tudi nekaj svoje, ampak ne preveč lastnosti, nisem hotela recimo kakšne konkretne zadev, da se pač ne razkrijem, kakšna dejansko sem, čeprav vsakmu nekaj dam. Ampak težko je, tako kot ste vi rekla, se uživeti, oziroma napisati nekaj, ne da bi se uživel. Najlažje se uživeti na osnovi lastnih izkušenj. Najlažje človek največ samega sebe posluša, največ časa sam sabo preživi, tako da probala sem se uživeti in kako bi jaz reagirala, kaj bi mislila, kaj bi naredila, kaj bi si želela. Mogoče to sicer pomeni, glede na to, da je bilo veliko pripomb, da so liki dobro psihološko razčlenjeni, da sama sebe malo preveč analiziram ali kako, ali pa druge ljudi, ne vem, mogoče, ampak uživam pri tem, da analiziram oziroma opažam. In sicer tega velikokrat ne povem, ker drugi ljudje ne marajo, da jih preveč analiziraš ali da jim poveš, kaj si misliš. Ampak imam veliko sklodovnico nekih psiholoških analiz različnih oseb v svoji glavi in ko se sama sabo pogovarjam, sicer potihem, berem te analize, bi človek rekel, v svoji glavi in uživam v njih. No, del te analitičnosti, zdaj bom malo preskočila, ampak se mi zdi primeren trenutek. Del te analitičnosti se vidi tudi na jezikovni ravni. Jezik je izvrsten, vidi se tudi, da ste ob pisanju uživali, je pa zelo raznolik tudi, govorim pa zdaj o tem vidiku, da je po eni strani lahko zelo igriv, preigravate tudi različne jezikovne možnosti, ki se ponujajo z besedami, po drugi strani je pa izrazito analitičen, vidi se, da besede tudi reflektirate, vsaj to, no. Ja, jaz moram priznati, jaz verjamem, da je to najbolj posledica tega, da jaz zares uživam, ko pišem. Ne pišem velikokrat, ker pač imam službo, imam otroke, imam to, ampak takrat, ko pišem, to je zame pisanje nekaj najlepšega na svetu. Pri ničemer bolj ne uživam kot pri pisanju ampak mene ne zanima pri pisanju to vsebino. Vsebino sicer moraš dati, ne moreš kar tako pisati neke pač abstraktne stvari, ampak mene najbolj zanima to igranje z besedami. Jaz uživam igrati z besedami in dostikrat pomislim, da v bistvu besede mene izberejo, ne jaz njih, ker se mi zdi, da se jaz igram z njimi in oni se igrajo z mano. In jaz uživam pisati in kot da bi besede, nisem jaz zdaj ne vem kako New Age usmerjen tip ali pa ne vem koliko poduhovljen človek, ampak kot rečeno, uživam pri tem in to se vidi, to se potem čuti in jaz uživam in verjetno upam, da tudi bralci in zdaj kar nekaj oseb mi je reklo, da se opazi to, da uživam pri tem pisanju. Ampak kot rečeno, ni mi toliko pomembna vsebina, kot pa recimo to, da se besede nekako da res igrajo, da so skladne druga z drugo. Hkrati pa lovite tudi menjave perspektiv, kajti tudi z tega vidika je roman zelo razgiban, imamo preskoke med različnimi pogledi, imamo knjigo v knjigi v knjigi, to v bistvu zrcalno strukturo, metanaracijo, skratka marsikaj, no. Kaj vas je pa z vidika zgradbe knjige zanimalo? Se to vse razvijalo sproti ali ste malo snovali vnaprej? Nič ni bilo načrtovano tega, čisto na čez sem samo vedela, da želim pisati nagrade, da želim pisati o ljudeh. Čisto na čez, ko sem se prvič usedla, je bilo zame popolnoma prazno oziroma neznano, kaj bom pisala. In vsakič se sproti. Jaz nisem nikoli tudi recimo vmes med odmori pisanja razmišljala, zdaj bom pa tam jih popeljala, zdaj bom potem pisala, ampak vsakič sem se bolj ali manj pustila presenetiti. Mene vsakič, ko sem pisala sama sebe, sem presenetila sicer v pozitivnem, upam, da ne zveni preveč samovšečno, ampak pustila sem, da zgodba nekako sama teče, se oblikuje oziroma sama. Jaz sem pisala, ampak vsakič je sproti nekaj prihajalo. Tako da, kot rečeno, nič ni bilo, ne ta večosebnost, ne različni obliki, različni pogled, ni bilo načrtovano in me veseli, da bralci to opazijo oziroma da celo pohvalijo. Kaj pa samo dejstvo, da ste del tega sistema, ki je do določene mere podvržen prijazni sicer, ampak vendarle tehtni kritiki. Zdaj govorim o hiperprodukciji, bom tudi rekla načinu izbiranja nagrajencev, ki je bolj kot ne povezan s toliko naključji, da ni nujno, vse to vsi vemo, ne, ni nujno, da je nagrajena res tista knjiga, ki bi morala biti ali pa sploh izbrana, ne. Je to dejstvo na vas vplivalo v kakršnem koli smislu ali pa tako, da bi recimo imeli zaradi tega, ker ste sami del sistema, kakšno avtocenzuro?
Jaz sem sicer umetnostna zgodovinarka, ki delam na oddelku s kulturo Mestne občine Ljubljana in kultura je del mene. Jaz v tem tudi uživam in to spremljam že dolgo in lahko rečem verjetno, da sem ekspert za kakšno področje. Ja, je vplivalo, jaz bi se zlagala, če bi rekla, da ne. Slišiš to, ono, vidiš to. Tudi če rečeš, da ne, saj podzavestno to na te vpliva. Tako da je vplivalo, je pa bilo to, kar ste omenili in to so mi tudi drugi rekli, da se vidi, da je bila neka cenzura, ki jaz tudi nisem črtvala, ampak mogoče zaradi te empatije doliko, mogoče tudi zaradi tega, ker ne morem toliko pisati o tem, kar sem slišala ali videla, ker to je potem na nek način skoraj upravljeno oziroma niti ne želim koga prizadeti ali pa koga spraviti v slab položaj, ker bi vedeli, da sem to slišala od njih pa rekla. Tako da vse, kar je izmišljeno, vse, kar je z veliko mero sočutja. In z veliko mero žal cenzure. Meni je recimo sourednica Nada Vodušek rekla, da bi bilo bolje, mogoče, če se ne bi, mogoče bi, ampak jaz na nek način sem se bala, da bi izpadla zlobna in še vedno se mi zdi, da družba ženskam zameri oziroma jim ne oprosti, če so malo ali preveč zlobni, če so moški, je to odločnost, pogum, pri ženskah je pa samo zloba. Ali pa zavist. Ali pa na ženski način razmišlja, spet ženske. Mogoče, precej sem se zadržala, ker nisem hotela pač, da bi razmišljali, evo, ženski način, evo zloba, tako, ja. Tako da, mogoče bi bilo zanimivo, če se ne bi zdržvala, ampak mi ni žal, ker ne moremo se vedno pustiti čisto izvajati. Domala nikoli se ne moremo spustiti čisto izvajati. Ja, žal. Po drugi strani pa hiperprodukcija je dejstvo, ne? Kako se kot avtorica počutite, ko vstopate v to prezasičenost z literarnimi govoricami? Zdaj mislim po eni strani tako, kar se tiče morda obremenjenosti s tem, da gre še za eno pisavo med mnogimi, po drugi strani pa, da je morda že vsega preveč, zdaj pa še mi dodajamo svoje, ne? Meni je ta beseda hiperprodukcija zanimiva zaradi tega, ker je zelo pogosto uporabljajo nasploh v zvezi z literaturo, v zvezi z drugimi kulturnimi dogodki, niti ne toliko, se mi zdi, da še najbolje opazim ali pa slišim v zvezi z literaturo. Jaz sicer mislim, da to ne drži povsem. Je veliko ali mogoče za nekatere preveč knjig, ampak žal jaz moram reči, da je premalo dobrih knjig, saj po mojem mnenju. Jaz recimo dostikrat zbiram knjige tako, da grem v knjižnico in sem dolgo časa tam in vsako knjigo, oziroma pač več knjig vzamem, pa malo prelistam, preberem. Z leti je skoraj težko zame najti zelo dobro knjigo, ki bi me pritegnila. Je pa res, da imam jaz mogoče specifičen kus, ki si želim malo tudi, da je poglobljeno, ampak obenem tudi zabavno branje. In takih knjig je malo. Jaz ne želim zdaj žaliti nobenega ali domače ali tuje avtorje, ampak meni osebno je premalo dobrih knjig. In žal je tako, da vedno več dobrih knjig najdem pri drugih avtorjih, ali je to Bernhard ali pa Filip Roth ali pa tudi Amos Oz ali pa Beckett. Pri domačih avtorjih, mene slog recimo pisanja domačih avtorjev redko kdaj pritegne, so nekateri, ampak ne veliko. Njih ni veliko, ki bi mene pritegnili. Tako da ni nekih hiperprodukcij, saj zame, oziroma ni neke velike možnosti za branje dobrih knjig, meni se zdi. Ne želim izpasti neskromno ali pa žaljivo, ampak mogoče je res preveč knjig, ki so si podobne drugi. Kaj pa samo dejstvo, recimo, da literatura v nekem smislu deluje po branju vašega romana kot nek sistem, ki producira za določene ljudi nek družbeni status, ampak po drugi strani se zdi pa brez kakšnega pravega smisla. No, to je dobro povedano. Jaz sem se recimo pred kratkim, ko še mislim nazaj pogovarjala z enim prevajalcem, tujcem, ki živi kakih 10 let, prišel iz Azije, 10 let živi v Sloveniji in je rekel, da opaža, da pri slovenskih pisateljih tako je naredil, da v bistvu, da se imajo zvele pomembne in da se imajo zelo nekako zauzvišene. To je njegovo mnenje nekoga, ki je prišel od nekod čist druge kulturne prostor. In jaz to že dlje časa opažam. Ne vem, je to zaradi tistega, kar pravijo na začetku, je bila beseda, ampak tisti, ki pišejo, pisatelji, napišejo 1-2 knjigi, marsikdo se tako ima za zelo pomembnega, za vzvišenega, za boljšega od drugih, kar je škoda. Tudi če so talentirani, tudi če so napisali, ne vem kaj, niso boljši od drugih, ker mogoče nekdo drug pa v nečem drugem zelo dober, pa boljši od njega. Žal ta občutek vele pomembnosti jaz zaznavam
najbolj res pri literatih, pri drugih izvajalcih to ne, ker recimo dosti spremljam tudi gledališče ali pa slikarstvo, pa glasbo tudi, ampak se mi zdi, da mogoče si pravim to tako malo humoristično, anekdotično rečeno, na začetku je bile besede. Vsak, ki ne piše sploh kakšno dobro knjigo, je zdaj skoraj nosilec božje besede. Tak občutek imam, lahko pa, da se motim. Poglejva malo tega nevidnega referenta. On v bistvu reši celotno situacijo, ne? Kaj nam knjiga s tem sporoča? Zdaj ne bom razlagala, kako in zakaj rešiti situacijo, zato ker se mi zdi vendarle pomembno, da poslušalci knjigo tudi vzamejo v roke in da ne vedo že vnaprej vsega, kaj se zgodi, ne? Kaj nam knjiga s tem sporoča? Z dejstvom, da nek domnevno nevidni človek, nek člen, ki je povsem neopazen, poskrbi za to, da kolesje nemoteno teče dalje. Je to nekaj, kar je značilno za vsak dan? Ne vem, če je značilno za vsak dan, ampak to je pač tisto, kar jaz pač menim. To se lahko navežem na moj prejšnji odgovor, ker člani komisije teh mojih, pač v tej moji knjigi so priznani oziroma se imajo za priznane, za pomembne. In ravno to, kar sem tudi prej razlagala, pride nekdo, ki ni v bistvu tako pomemben, ki ni uveljavljen, ki se niti ne ukvarja aktivno s tem, ampak v bistvu edini, ki je prebral vse te tekste in edini, ki lahko celo, vsaj za moj pojem, še najbolj nekako kritično reče, pa ne, da bi zdaj recimo jaz govorila proti člankom si katerikoli ali v moje knjigi ali kateri drugi, ampak ne zanemarjati drugih oseb, ki niso mogoče napisali ali ki niso član tega sistema. Lahko da stvari vidijo veliko boljše, lahko da več berejo, lahko da znajo boljše ovrednotiti. To je tudi to, kar mislim, da se že v kulturi, sploh recimo na področju literature, to, kot sem tudi rekla, ta velepomembnost nekako drži in drži na področju. Ampak so drugi, ki niso del tega sistema, ki niso nič slabši, ki niso nič manj pomembni, ki nimajo nič slabšega mnenja. Kaj pa, če pogledava še malo, ta vidik mi je bil zelo všeč, kako raziskujete notranje življenje junakov, namreč s tem pokažete tudi, kaj vse prinesejo s seboj v konkretno dejavnost žiriranja, kaj vse lahko vpliva na trenutne odločitve. Tu je pomemben tudi telesni vidik življenja telesa, ki ga bova malce pozneje načeli, samo tole bi vas prej še vprašala. To so v bistvu liki, ki imajo tako razvito notranje življenje, da se domala dogajajo zgodbe v zgodbah oziroma zgodbe, ki doživljajo vzporedne, potem žive dejanske različice tega, kar so razmišljali junaki. Težko je to ponazoriti, no? Ampak marsikaj se dogaja v tej knjigi. Jaz verjamem, mogoče sem preveč optimistična, da vsi ljudje ali pa vsaj večina ali pa vsi imajo zelo bogato notranje življenje, tako ali drugačno, samo da se tega ne vidi ali pa nimajo priložnosti to opisati ali pa pokazati. In jaz sem samo želela pokazati, da so vsi zelo zanimivi ljudje, saj po mojem mnenju, meni zelo zanima ta notranji ustroj. In to, kar ste rekla, meni zanimivo, kar ste rekla, recimo, da jaz sem tega, da je telesno zelo pomembna. Tega se nisem toliko zavedala, ko sem pisala, niti potem, ko sem napisala, ampak sem zdaj že slišala par opomb v kritikah ali pa tudi zdaj od vas, da to prikažem. In ja, telesnost je pomembna. Ne povem eno anekdoto, ki mi je nekoč ena znanka rekla, ki je bila mogoče malo bolj zadržane narave. Meni je pomembno duša, ne pa spolnost. Jaz nisem hotela biti žaljiva, ampak sem mislila, če ne bi bilo spolnost, ne bi bilo tvoje duše. Ja, telo je pomembno, mi se lahko domišljamo kar čemu, ampak niti naše duše intelekta ne bi bilo, če ne bi bilo telesa. Mogoče je, jaz ne vem, mogoče obstaja kakšen duša, pa kakšen intelekt, ki živi brez telesa, dvomim sicer, ampak recimo, da vsega ne vem. Ampak telo je pomembno, lahko si rečemo, da ne, lahko, da smo mi samo intelektualni, da smo duhovni ljudje, ampak brez telesa vsega tega ne bi bilo. Zanimivo je, kako je v kontrastu s to intelektualno pozo. To so vsi na nek način, kot ste že sami prej dejali, pomembni ljudje, ne? Potem pa jih lahko telo spodnese v nekem trenutku in se mi zdi, da ta knjiga zelo dobro v bistvu razgradi to kvazi intelektualno pomembnost, no?
No, mogoče bo neskromno zvenelo, ampak jaz mislim, pa dostikrat sem slišala tudi drugih, da nisem izumetnična oseba, da sem mogoče celo preveč neposredna oziroma marsikdo rekel celo surova, da sem surovina ali surova, da nisem gospa, ali kako bi človek rekel, ko so me hoteli mogoče kdaj užaliti. Ampak ta kvazi pomembnost v meni tako gre na živce, ne razumem tega, zakaj se ljudje tega ne vzamejo. Tudi kljub temu, da so mogoče dosegli veliko, zakaj bi to bilo sploh tako, zakaj imajo tak pristop, da so recimo glede na druge malo zviška in ja, to pa je bilo malo namenoma, ki se sicer razvijalo skozi knjigo, da okrcam take ljudi, da ni potrebe v bistvu potem, da se gleda zviška na druge ljudi. Nikoli ne veš, kakšen je nekdo, mogoče boljši tebe, mogoče kaj boljše obvlada. Pustimo to kvazi pomembnost in izumetničenost ob strani, ne rabimo je. Vsi člani komisije pa so si na koncu zelo podobni v neki človeški krhkosti, če lahko to tako imenujem. In ta človeška krhkost celo prevlada nad samim dejanjem izbiranja nagrajenca, ne. V bistvu gre za nek tak zelo zanimiv zasuk. Ves čas se gibljemo proti temu, kdo bo dobil nagrado, kdo bo končno ta nagrajenec, potem pa je pomembnejša ta krhkost in ta krog, ki ga sklenejo. Kaj vas je zanimalo z tega vidika? Naj sam povem, da meni je nekdo, ki je prebral, pa celo moški, ko je prebral knjigo, na koncu poslal sporočilo, da se je ubranil zadnjega poglavja, da so mu tekle solze, pa to ni človek, ki bi, vsaj mislim, ne poznam ga, da bi se velikokrat jokal, da bi bil zelo emocionalen človek. In to se me je dotaknilo, jaz sem šla potem še enkrat brati, da vidim, kaj ga se je to dotaknilo. Šele takrat sem dejansko delala, da ja, to, kar ste vi rekla, krhkost, ki jo tudi nisem črtovala, ampak se je razvijalo skozi knjigo. Na nek način sem skoraj malo napadala te ljudi, tako pač, oziroma preko teh ljudi to izumetničnost, to velepomembnost. In na koncu sem rekla, pa saj smo vsi res samo ljudje, saj smo vsi, se imamo to krhkost sredi v sebi, tudi tisti velepomembni, tudi tisti, ki se imajo za boljše od drugih. In sem se odkupila skozi to zadnje poglavje za te ljudi, pa mogoče tudi za tiste, ki niso sicer v knjigi, v katerih jaz rečem, pa preveč so izumetničeni, preveč so velepomembni, pa mogoče jih na nek način, ne da bi jaz to tela mal pač grajam s tem svojim mnenjem. Odkupila sem se s tem, da rečem, ja, saj vsi imamo to neko ali dobroto ali pa krhkost v sebi. Ja, tukaj je. Samo videti jo moramo, opaziti moramo, priznati jo moramo. Kot sem omenila, za nami je že nekaj uprizoritev te knjige, bralnih oziroma performansov. Eden prav nedavno v Društvu slovenskih pisateljev se je odvijal, pa me zanima, kako je s temi uprizoritvami za v bodoče. Je to zgolj mišljeno kot, bom rekla, neka spremljevalna promocija izida knjige ali razmišljate o tem, da bi knjiga živela tudi tako obliko življenja? Ja, do zdaj sta bili dve branji, ki sta v bistvu bolj uprizoritvi oziroma uprizoritveno branje. In jaz ne načrtujem naprej nobenega, saj zaenkrat ne, ker je to zelo težko izvesti in sem tako rekoč sama za vse. In ni to tako niti terminsko, niti pač osebe. To zelo veliko energije vzame, veliko časa in to mogoče čez čas, ampak zaenkrat sta te dve, ki sta bili pač dovolj. Je pa en režiser, gledališki režiser, izrazil željo, da mora biti postaviti to na oder, sicer ima neke svoje ideje, ki bi mogoče majčkeno odstopale od knjige, ampak v glavnem bi bilo tako, kot je v knjigi. Tako da mogoče to zaživi tudi na tak način, ampak pri tem se jaz ne bi angažirala, sem mu tudi rekla, pač knjiga je tukaj, naredi, kar želiš. Ker to, jaz nisem režiser, nisem dramaturg, to, kar sem naredila iz veselja in tudi je bilo videti na obeh performansi, da tudi tisti, ki so brali, da so uživali pri tem, to mi je zelo pomembno. Jaz sem uživala, tisti, ki so brali, so uživali, tisti, ki so poslušali, so uživali, to je zelo pomembno. To je nekaj, kar je pač za mojo dušo, ne samo za telo in upam, da tudi za tisti, ki so poslušali oziroma tisti, ki so tudi to izvajali. Kako pa je za vas kot avtorico spremljati tako branje? Običajno recimo na predstavitvah knjige berejo avtorji sami, tu pa ste to predali tistim, ki ste jih nekako sami izbrali, ki imajo posluh za to ali pa vsaj lep glas, kot ste dejali. Ampak vendarle ne, gre pa za neko srečanje s svojim delom, ki morda ni čisto tako, kot smo ga mi vpisovali v besedilo. Jaz sama verjetno
ne bi dobro brala, do zdaj sploh ne vem, če sem kdaj brala iz vseh teh 3 knjig, ker ne rada to, ker se mi zdi, da sem preveč upletena to in tudi preveč treme imam, nisem tak profesionalc. Je pa to, ko sem poslušala, vsakič je bilo zame, kot bilo nekaj novega. Kot da ne bi bilo toliko moje, kot da na nek način poslušam nekoga drugega, ker jaz, ko berem svojo knjigo ali druge knjige, seveda v glavi ustvarjam svoje prizore, ko jih pa vidim, da nekdo drug izvaja, bere pa berem nekaj izvaja, to kot da bi nekaj drugega poslušala, kot da ni toliko moje, nek drug vidik je dajo svoje življenje in to je, kot sem rekla, pri fotografijah, tudi pri teh performansih, to je avtorski vidik. In to ni samo potem moja knjiga, ampak je tudi njihova na nek način, oziroma na tak način uprizarjajo, da to zaživi tudi na drug način in jaz občudujem te ljudi in jaz na nek način celo neskromno zveni, občudujem potem svoje besede skozi njih. Gospa Semira Osmanagić, najlepša hvala. Jaz vam čestitam za knjigo, za nagrado in ji želim še dolgo in uspešno ter seveda raznoliko življenje. Hvala vam, zelo me veselili, da ste me povabili in veliko veselje mi je bilo pogovarjati se z vami. Hvala. Spoštovani poslušalci, vam se zahvaljujeva za pozornost, ki ste jo namenili današnji oddaji Literarna matineja. V njej smo predstavili knjigo za nagrado Semire Osmanagić, naše današnje gostje. Knjigo je izdalo kulturno društvo AAC Zrakogled. S Semiro Osmanagić sem se pogovarjala Tina Kozin, za tehnični del oddaje pa je skrbel Vladimir Jovanović.